Poznamo vas kot najbolj plodnega besedilopisca za številne slovenske narodno-zabavne izvajalce. Gospod Ivan Sivec, moram povedati, je tudi avtor besedila Ljubezen mamina. To si zasluži aplavz. Napisali ste preko 3000 besedil, tako za Slake, Avsenike, Štiri kovače, ansambel Franca Miheliča, bili pa ste tudi dolgoletni prijatelj pokojnega Franca Flereta. Zanimivo pa je to, da ste ravno prvo lastno besedilo napisali za ansambel Franca Miheliča, je tako? Ne, za ansambel Franca Flereta. Flereta, tako, Flereta, res je. Ja, dober dan. Za Franc bi bil zelo vesel, če bi tole videl, pa mislim, da nas nekako gleda iz nebes dol, ker toliko ljudi se verjetno v Domžalah v zvezi z domačo glasbo še ni zbralo in aplavz predvsem vam. Bravo, bravo, bravo. Drugače pa res, jaz sem začel svojo to glasbeno pot, ker imam glasbeno pisateljsko, verjetno tudi poznate. Koga? Pisateljsko pot. Ja, seveda, 3 knjige ste napisali in notri ste celo obelodanili bistvo prehod Franca Flereta od ljudskega godca do muzikanta. Bravo, zelo dobro je seznanjena. 3 knjige sem napisal o Francu Fleretu, drugače 145, ne? Ja. Rad bi povedal to. Hvala. Da sem s Francem Fleretom res začel glasbeno pot. Jaz sem ves čas živel nekako s to glasbo. Glasba mi je bila všeč, tudi ti ljudski godci. In Franc Flere je res nekaj posebnega, izjemnega, drugačen ritem ima, drugačno glasbo. Vsako skladbo, ko recimo zaigra 3 takte, veš, da je to Franc Flere, da je nekaj drugega. Ni Avsenik, ni Mihelič, ni Slak, čisto drugače. Zelo izviren je, ne vem, če se te izvirnosti sploh zavedamo. In sem se nekako želel, da bi napisal tudi kakšno besedilo jaz za to glasbo. Jaz sem šel v Kartino, Franc sva se zmenila in potem je res med prvimi nastala tudi Ljubezen mamina. Spomnim se še, v Lahučah je to prvikrat izvajal in to je bil za mene velik praznik. Pozneje pa sva seveda veliko bila skupaj. On je meni igral tudi na ohceti, jaz sem njemu recitiral na njegovi ohceti in tako naprej. In občasno sva se dobivala, včasih v Domžalah, včasih kje druge, veliko kratka pa seveda tudi ni bilo, ampak mu nisem zameril, ker je pač tak človek bil, da je imel svoje pota. In menda je vajno prijateljstvo trajalo vse do zadnjih dni. Seveda, obiskovali smo ga ves čas naprej, tako jaz osebno kot ženo, kot vsi glasbeni prijatelji, tudi čisto na koncu smo bili še v njegovih nebesih na Dolenjskem. Tisto, kar se naprej omenili glede knjig o njemu, je res. Godec pred peklom, godec v vicah in godec v nebesih. Prva se mi zdi najpomembnejša. Vsak glasbenik, vsak umetnik pravzaprav je pri tem, da je za njim ali pa pred njim nek pekel. In tudi Franc ga je okušal, to je v obliki urednikov, medijev, časopisov takšnih in drugačnih. Ampak Franc se nikaj dosti sekiral. On je igral z dušo, igral za ljudi. Vseeno mu je bilo, a je 10. ali 1., on je bil vedno pri ljudeh prvi, ljudje so ga imeli radi in vse bi naredil za to, da bi s dušo igral naprej za njih. In jaz sem prav v tej knjigi Godec pred peklom prikazal to, kako se v bistvu iz ljudskega godca človek spremeni v muzikanta in kako je treba, to je pa neki znani štajerski narodni pesmi, godec se znajde pred peklom in Lucifer mu vrata odpre, pa pravi: spustim ven iz pekla tvojo ljubico, ampak pod pogojem, da mi zaigraš tisto pesem, ki mi je zdaj najbolj všeč. In godec jo je zaigral. Gre za simboliko, godec mora vedno biti na pravem mestu, zaigrati pravo pesem, tisto, ki je ljudem všeč, potem so mu vsa vrata odprta. In takšen je bil naš dragi Franc Flere, preprost, odličen muzikant, pravi veseljak. Gospod Ivan Sivec, pa imate v rokavu kakšno zanimivo anekdoto? Ja, kar nekaj jih je verjetno tukaj v rokavu. Dajte eno povedati. Ena čisto blizu tukaj. Vsi ansambli tako se radi malo pohvalijo, seveda radi imajo, da drugi prisluhnejo in tudi mnogi se pohvalijo, pa smo imeli nastop tam in tam, pa smo predstavili kaseto v Hali Tivoli, pa smo igrali v Šotoru, pa smo igrali zunaj.
zunaj šotora in tako naprej. Franc Flerej pa enkrat mi telefoniral in rekel: "Ti, Ivan, a veš, da sem jaz tudi delal kaseto predstavil, ampak na takem mestu, da je še nihče ni." Sem rekel: "Kje pa?" Je rekel: "Na policiji." Jaz sem rekel: "Čakaj, kako na policiji? Ali se da na policiji kaseto predstaviti?" "Ja," rekel, "se da, se da." Je rekel: "Veš, celo noč sem tam nekaj igral, proti jutru me je ena gospa, ki je bolj poslušala eno drugo glasbo, me je prijavila, policija prišla, me je odpeljala in direktno tja v sobo za prenočitev me je poslala." Prav komandir oziroma tisti glavni, takrat so bili še miličniki, je pa rekel: "Ja, Francel, a noš nič kakšno potegnil?" Je rekel: "Kje imaš pa harmoniko?" Je rekel Francel: "Z veseljem, z veseljem." Je rekel: "Daj hitro mi harmoniko prines." V sobi za prenočevanje je celotno kaseto odigral po vrsti vse komade in zjutraj, je rekel, sva bila ravno konc, ta glavni policist je pa dal v poročilo: "Po noči je prenočil v sobi za prenočitev znani glasbenik Franc Flerej in se je temu primerno kot je glasbenik tudi obnašal." Še veliko zanimivega bi lahko povedali in tudi bomo v nadaljevanju. Zdaj pa gospod Ivan Sivec, povejte, katero je tisto prvo besedilo, ki ste ga napisali za ansambel Franca Flereta in ki ga bo izvedel Dušan s prijatelji v družbi s kvartetom Eros. Ja, ko Jutranja zarja ubije, Jutranja zarja je pravzaprav skladba, ki je zelo resna, živimo tukaj pod planinami. In mene je zelo pretresla ena življenjska zgodba, ko se je nekdo smrtno ponesrečil in meni je zelo ganilo, ko se jutro naredi, ko jutranja zarja oblije te gore, pa vidi tam spodaj dol fanta, ki je nabiral plenike za svoje dekle. In to je bilo v bistvu moje prvo besedilo in Franc je res naredil tudi zelo lepo glasbo in pozneje kvartet to čudovito zapel, tako da mislim, da bo tudi ves ta pesem se dotaknila